Še kratko vprašanje, ali nameravate poleg poslanskega dela, če boste seveda izvoljeni, opravljati še kakšno drugo plačano delo? Niti pod razno nikoli nisem in sem mimogrede edina, ki je 100% transparentna, vsaj iz Slovenije. Okay. Ne, jaz opravljam še eno funkcijo, ki pa je neplačana, sem predsednica dobrodelne ustanove Ivana Cankarja za štipendiranje. Tudi to moram prijavljati Evropskemu parlamentu kot moje dopolnilno delo. To bom opravljala še naprej in to je tudi vse. Dobro. Najlepša hvala. Da. In sicer, če bo se dogovoril, bi v petkih ohranil enkrat na mesec predavanja vojaške zgodovine, namreč težko je najti človeka za poslati v razred od danes do jutri in dogovor je, da bi potem to predaval v tistih petkih, ko ni zaseden in bi na ta način, na nek način tudi pomagal fakulteti, delam pa rad študenti in to je popolnoma transparentna stvar. Absolutno nič. Dobro. Glede tega imam resne pomisleke. Se pravi, in tukaj sem v dilemi. Se pravi, sam zagovarjam profesionalno politiko, pa vendarle sem v situaciji, ko imam mlado raziskovalko in razmisliti moram, kako jo omogočiti, da pride do doktorata. Če ne bi ohranil dopolnilnega dela, potem po naših pravilih ne bi mogel ostati mentor. Tako da v tem primeru imam to dilemo. Kaj bom storil, sem odločil takrat, ko bom izvoljen. Mislim pa, da bom zaradi tega vseeno, dokler ne doktorira, obdržal dopolnilno delo na fakulteti. Jaz imam poleg poslanske funkcije, ki je zelo zahtevna, še doma veliko neplačanega dela. Plačano sem pa upravljala civilne poroke občasno, kar je pa, moram reči, nekaj evrov. Mislim, da ima evropski poslanec dovolj dela. Tega nisem počel niti v tem mandatu, niti ne nameravam tega početi v naslednjem mandatu. Ne, o tem nisem nikdar razmišljal in tudi mislim, da nikdar ne bom. Ne. Nikako.